Ura je 4 zjutraj, jaz sem vstal, zato ker se bom odpravil na tole goro Nemrudagi. To zato tako zgodaj, da bom sončen vzhod gor dočakal. Vstal sem pa tudi zato, ker bom še par stvari naredil. Namreč nalagam na računalnik in se je glih lepo se je izšlo. Nekaj še zmontiram prej, potem pa gas, ta čas bom dal, da spet računalnik uploadal in tako naprej. Tako da izkoristim tale približno hiter internet. Tukaj izgleda vse čisto mirno. Izgleda, da grem samo jaz na ta hrib, čeprav vidim, da tle avtomobilov je kar veliko. In tudi včeraj je bilo veliko ljudi, tako da ali sem pa mogoče malo hitrejši kot drugi. Evo, tle je vhod. Ne morem verjeti, da je parkirišče čisto polno avtomobilov, pa zdaj v teh časih, ko je koronavirus. Res zanimivo. Tako da bo kar gužva gor. Tle je ljudi toliko, da ne moreš verjeti. Ne vem, a tu čakajo za karte ali za kaj drugega. Ne vem, zdaj kaj ne naredim. Čakamo sončni vzhod na gori Nemrudagi, ki je znana po takih ogromnih kipih, ki jih bom kasneje tudi pokazal. Počakamo še, da sonce vzide. Drugače je pa zbralo kar veliko ljudi. Pa tudi razgled je super. Tole smo na višini malo čez 2000 metrov. Tako da je fantastično. No, jaz sem tudi tamle imam na telefonu, timelapse sem dal 30-kratno hitrost, da mi bo posnel sončni vzhod. Me prav zanima, kako bo ratalo. Običajno so taki videi super. Evo, takole sem to tukaj zrihtal in to zdaj snema 30-krat hitrejš bo video, kakor bo v resnici. En majster je spustil dron in je takoj policaj znoro, tako da izgleda, da je to tukaj prepovedano. Tole je pa fantastično. Tako teli kipi, kot tudi sam kraj, ta hrib je lep. To so pa te kipi, ki so nastali v 1. stoletju pred našim štetjem. Tukaj veliko ljudi je prišlo počakati sončni vzhod. Evo, tukaj sta dva najbolj zanimiva, meni osebno. Tele dva, ki jih vidite. Zdaj se je gužva malo umirila, tako da lahko v miru posnamem tele kipe. Tole je pa na drugi strani hriba. Tudi tukaj so te glave. Še malo več je vsega. Zanimivo. Ni tukaj glih toliko lepa slika, kakor z one strani, zato ker pač je senčna stran. Špalejte, zanimivi teli kipi. Le zakaj
so jih naredili pred 2100 leti. Na to goro gor drugače pa ni dovoljeno puspet. Ejte, pa zelo zanimivo pokrajina dol. Ejte, kot da bi bil na mesecu. Lepo in zanimivo. Z ogledom kipov sem zaključil. Zdaj se vračam do avta, ki ga imam tamle še ene par 100 metrov parkiranega. Spomnim se, da pred 12-13 letem, ko sem tukaj bil, nisem imel to takole urejeno, se pravi tele poti. Je bilo kar tako, kakor se pač gre na goro. To zdaj niti ne vem, ali je dobro, da je tako, ali bi bila boljša pot, ne vem. Sem gor na Nemrodagi pele vsaj meni zelo zanimiva cesta. Glejte, ja. Malo takole pokažem. Tlakovana. Jaz se ful rad po takih vozim. Evo, ena popestritev. To zmeraj rad vidim na cestah, ki so ful zanimivi. Niso, glejte, koliko jih je. Joj, glejte, res so luškane. To so kozice. To so kar... Sploh ne moreš verjeti, koliko jih je. Glejte. Tale, ki ima to kost, tale pa mora biti bogat. Glejte, to jih je par 100. Tale jih pa ima, ko smislim. Zdajle pa grem na zajtrk. Sem si ga krvavo zaslužil. Bil že gor na gori, kar nekaj naredil. Glejte, kakšno super teraso imajo. To sem šele prej videl, ko sem prišel. Tako da bo pasalo tukaj pomalcati nekaj. Upam, da imajo tako dobro, da imajo tako dober zajez, kakor imajo druge, ker bo tole res super. Glejte, res lepo, super razgled. Čudovita terasa, zadaj gore, fantastično. Sem že na poti proti Kapadokiji. Tisti, ki ne poznate ta kraj, to je čudovito. Ne bom nič razlagal, ker bom vse že jutri pokazal na slikah, video, posnetku. Jaz sem bil že dvakrat tukaj in že to nekaj pomeni, da grem ta tretjič, da je to res zanimivo pa lepo. Drugače pa sem se tlele v hotelu še malo dlje časa zadržal, da sem še naredil vse, kar sem mogel narediti. No, zdaj imam pa 7 ur pa pol vožnje, kar dolga je, mislim, ni tako dolga, ampak če razmišljamo, da sem včeraj 11 ur vozil, pa predvčerajšnjem ene 9, sigurno, malo na pamet govorim, imam že počasi te vožnje dost, ampak glede, lejte, ne, pokrajina je lepa, zanimiva. Glih, zdajle sem ven z enega kanjona prišel, zato sem tudi začel snemati, sem mislil, da vam bom še kanjon pokazal. No, pa mi je žal ušel, ampak kljub utrujenosti, pa da sem malo set vožnje, bom v teli vožnji užival. Vozim pa čist počas, ker v počasni vožnji jaz uživam.
tako da verjetno bo trajalo še več kot 7 ur pa pol, ampak glejte, se splača. Sej pol v Kapadokiji si bom pa vzel malo časa. Zaenkrat sem hotel rezerviral za 2 dni, ampak to pomeni, da sem samo jutri, da imam cel dan, ne. Zdaj, če mi bo pa toliko vse skupaj zanimivo izgledalo, bom pa še en dan podaljšal, tako da zdaj se pa moram mečkan na easy. Se vidimo v Kapadokiji, če ne bo že na poti kaj zanimivega, da vam pokažem. Tole sem pa mogel ustaviti pa posnet. Glejte, kakšna zanimiva pokrajina. Meni je ful dobra. Prispel sem v Kapadokijo. Tole je moja soba. Je lepa, sicer se ne vidi čisto dober, zato ker je pa svetloba malo slabša. Zdaj, ta prvo, kar moram zdaj preveriti, je internet. Bom rekel, da je zadovoljiv, ni pa nič posebenega. Kopalnica čisto ok, prostorna. To mi je najbolj problem, ker imaš kakšne čisto majhne lijake, po vsem pol gre voda, pa to. Tako da načeloma sem kar zadovoljen s tem. Moram pa povedati, da ko sem se zdajle po noč pripeljal semle v ta kraj Gorome, sem pa bil majčkeno razočaran, ker sicer je tema, pa se ne vidi, ampak to je ogromna zadeva ratala. Ogromna, jaz sem bil tle prvič pred, je to že več kot 30 let. To je bila čisto majhna vasica, zdaj pa to orenk mest. Pa sem bil tukaj tudi pred 13 letem, pa je bilo nekako še znosno. Če sem iskren, niti točno ne vem, kje točno sem lociran, sem iskal ta hotel, da je bliz tistih zadev ta glavnih, ampak nimam čisto nobenega občutka. Tako da, ko me čakam jutri, da se zbudim, pa da vse skupaj majčkeno pogledam, ker pojma nimam, kako bo. Nič, zdaj pa spat, sem zmatran, da ne morem povedati.